Pozdravljeni v novem podkastu Mikrofon, sem Živa in danes bom vam govorila o temi odvisnosti, posledično tudi o odvisnosti od družabnih in socialnih omrežij in kako škodljivi so danes lahko influencerji. Torej, če začnem z temo odvisnosti, sem pred kratkim prebrala knjigo Mi otroci s postaje ZU, ki govori o zgodbi mlade Kristi N., ki se v 6. letu preseli v Berlin. Ima zelo mučno otroštvo in se težko prilagaja na življenje v mestu, pravila v mestu je že od majhnega omejeno, kar vpliva tudi, da se, ko pride v šolo, proba samo vključiti v družbo, kar ji ne uspe, in to kasneje počne z drogami in se njena zgodba razvija in razvija v vse hujšo odvisnost od drog. In se konča tudi, da veliko njenih prijateljev umre, ona pa v bistvu nikoli se ne more čisto odvaditi od drog. Vedno več mladih je odvisnih, čeprav moramo upoštevati vlogo genetskih dejavnikov, pa je vse bolj popularna vloga okoljskih dejavnikov, torej posledično tudi socialnih omrežij. Najbolj pogosta odvisnost je danes odvisnost od drog in odvisnost od socialnih omrežij in mobilnih naprav, tudi videoigric. Pridemo pa tudi do vprašanja, kjer imamo priporočilo zdravnikom, da bi mogli omejiti nas stik z ekrani in na splošno napravami, medtem ko pa v bistvu ne moremo več službe opravljati brez naprav, ne moremo normalno delati šolskega dela brez naprav. V šoli imam vse naloge na računalniku, vse naloge na telefonu, večina mojih sošolcev, vključno z mano, uporabljamo tablice, tako da smo v bistvu cel dan v stiku z napravami in se od tega nekako več sploh ne moremo odklopiti, ker se je naš svet razvil v bistvu tako daleč, da ne moremo sploh več živeti brez naprav. Torej tukaj se v bistvu soočamo z tem, da čeprav so priporočila zdravnikov drugačna, moramo veljati po volji sodobnega sveta. Potem pa dobimo vprašanje pri socialnih omrežjih, ali internet privlači depresivne posameznike ali da je depresija posledica posameznikov. Torej, depresija postane vse več in večni delež mladih na današnjem svetu, tako kot druge duševne motnje. In najbolj poznana trenutno je verjetno depresija, in se sooča čim večji delež mladih z to duševno motnjo oziroma boleznijo. Veliko vprašanje je pa tu, ali povzročajo socialna omrežja depresijo, ker več in več influencerjev, vplivnežev, kot jim pravimo, postavlja nerealne standarde za mlade, da bi morali potovati vsak mesec, da bi morali imeti vsak mesec nova oblačila, in postavlja standarde, ki jih večina normalnih ljudi z čisto okej življenji ne morejo dosegati. In v bistvu je prišla tudi družba do tega, da nikoli več ne živimo v trenutku, ampak samo v pričakovanju boljšega, in da imamo pričakovanje, da bo cel svet lahko živel v največjem luksuzu, in da v bistvu ne bomo imeli normalnega življenja kot naši, na primer, stari starši, ki so vedno bili zadovoljni še z najmanjšim delom kakšnega koli oblačila, mi pa pričakujemo, da imamo izmerne količine oblačil, polne omare, in neverjetna življenja. Torej, tu pridemo do teme, da je vsakdo danes lahko vplivnež. Kot pravimo, je že to, meni se zdi grozna beseda vplivnež. Zaradi tega, ker pomeni, da vpliva na naša življenja, da ima nekakšen vpliv na naša odločanja, in ker je družba prišla do tega, da naj ne bi bili originalni, ampak naj bi se živeli po nekakšnih socialnih standardih, ki jih postavijo drugi, postane in da je prišlo do standarda, da je vplivnež dandanes lahko vsak. Danes sem tudi se pogovarjala s tem z mojimi sošolci, sovrstniki, in so rekli, da se absolutno ne strinjajo s tem, da je vplivnež lahko vsak, zaradi tega, ker
so neizučene osebe, ki govorijo o strokovnih tematikah in širijo lažne novice. Vsi menimo, da bi vplivnež morala postati beseda za strokovno izučenega človeka, ki nam podaja le prave podatke in informacije. Naprimer, za primer lahko povem eno zgodbo iz Srbije, kjer je ženska z nekončanim faksom, brez otrok, spodbujala mlade mamice, da otroke ne cepijo proti ošpicam. V Sloveniji je to standard, da sploh se ni vprašano, če se cepijo proti ošpicam, zaradi tega, ker je ošpice otrokom, na splošno majhnim otrokom pod 1 letom, smrtonosna bolezen za njih. In ker so se mamice te seveda hotele vključiti v družbo, hotele ostati relevantne, v bistvu niso cepile otrok in je čez pol leta je v Srbiji bil izbruh ošpic in je 8 otrok tudi umrlo. Žensko, ki je širila te novice, so seveda zaprli, hvala Bogu. In pridemo do tega tudi, da smo ljudje postajamo naivni, zaradi tega, ker ne izražamo več svojih osebnih mnenj, ampak hočemo slediti družbi in obnašanjem drugim, da bi se lahko vklopili v družbo, ker še vedno smo socialni, smo socialne osebe, rabimo pogovor in se dandanes večini zdi, da lahko to storimo le z tem, da sledimo trendom, ki pa vedno niso varni. Zasledimo tudi veliko trende na socialnem omrežju, kot je TikTok, nevarne trende, ki se nam ne zdijo sprva nevarni, ampak so posegli že ne vem koliko žrtev. In v bistvu človek najlažje funkcionira, ko je spada v družbo, ko je vključen v družbo in dandanes to v bistvu ni mogoče več doseči, razen če ne sledimo standardom, ki jih postavijo drugi. Meni se pa zdi, da bi si mogli začeti sami postavljati standarde, da ne bi smeli več verjeti luksuznem življenju slavnih, da velikokrat tudi to ni čista resnica njihovega življenja. Se mi pa zdi, da je mnenje vseh mladih, da bi na socialnih omrežjih moglo biti prikazano realno življenje, življenje povprečnega človeka za povprečno plačo, življenje študentov, ki težko pridejo skozi meseca v mesec, in ne, da imamo samo predstavljeno sanjsko življenje in ko potem se pa moramo soočati z realnim življenjem, pa v bistvu nihče ni pripravljen.